Akumulacija toplogrednih plinov v atmosferi vodi v segrevanje planeta in večina te toplote se je do zdaj akumulirala v oceanih, preko 90%. Oceani so se, ali pa recimo Sredozemlje oziroma Severni Jadran bolj specifično, se je v zadnjih 30 letih recimo pri površini segrel nekje za stopinjo, ali pa stopinjo pa še malo. To se zdi zelo malo. Ampak treba je imeti v mislih, da ima zgornjih 10 metrov oceana enako toplotno kapaciteto kot celotna atmosfera. To pomeni, da zato, da vi segrejete površinsko plast oceana za 1 stopinjo, potrebujete enormne količine toplote. Tako da 1 stopinja pomeni, da imamo mi zdaj tukaj na nek način, kako bi rekel, termoakumulacijsko peč. Mi imamo zdaj v oceanih shranjeno to toploto, ki je zdaj tukaj, in bo seveda grela planet še dolgo časa, tudi potem, če bomo mi uspeli znižati emisije, je ta toplota akumulirana na površini, v površinskih plasteh oceana in bo seveda segrevala tudi atmosfero nad morjem. Temperatura oziroma dvig temperature se kaže v Mediteranu na več nivojih. Eden teh nivojev je povezan z bledenjem koral. Korale bledijo zaradi tega, ker so pač temperature tako visoke, da gostitelji zapuščajo njihove endosimbiontske alge. Ta glavni problem pa, ki ga redno spremljamo na Murski biološki postaji, je pa problem tropikalizacije v smislu procesa, ki kaže, da se v zadnjih desetletjih v Slovenskem morju pojavljajo vrste rib iz južnih predelov Mediterana, ki se prej niso pojavljale. Ena taka rib je skakavka. Napovedi za v prihodnje, kaj se bo dogajalo, ali bo ta tropikalizacija, kot se recimo z njo sooča v drugih predelih Mediterana in tudi v Jadranu, torej bo tudi v našem morju povzročila težave, to je težko napovedati, ampak za zdaj lahko z mirno vestjo povem, da so ti problemi samo sezonske narave in ko pač nastopijo torej jesenske ali pa še posebej takrat, ko nastopijo zimske temperature, se teh vrst več ni.